Lado, kako se počutiš v Sloveniji glede stanja v slovenski glasbi, razmišljaš, verjetno veliko razmišljaš, pa me malo zanimajo tvoji pogledi. Vem, da imaš svoj pogled na... Ne razmišljam veliko, ker to ni vredno velikega razmišljanja. Oprosti. Prvič, gre za eno stvar, to moram zdaj povedati. Mene reče, kako ti pri 75 še poješ? Jaz rečem, to so najboljša leta za pet, kaj vam je? Jaz tako gledam na te stvari. Z druge stvari pa pravim tako, imamo par odličnih izvajalcev, ki pa zaradi tega, ker odlično poje, ne morejo biti popularni. Moja maksima v življenju je, kar se tiče zabavne glasbe in tudi mnogih drugih stvari, da če je nekaj dobro, ne more biti popularno. Ker poglej, kaj je najbolj popularno, kaj se najbolj prodaja. A je kakšen kvalitetnejši vmes. Ampak to ni kritika, to je moj pogled. Sej itak ne bom nič spremenil. Nekaj sem te hotel prej prekiniti, ko si rekel, a ti še si toliko pa še vedno poješ. A misliš, da rečejo isto za, ne vem, Dragojeviča recimo, ker tudi ni neki rosno mlad, pa še vedno polni hale, pa noben za njega ne reče, a ta pa še vedno poje, ne? Ne, to ni tako. Prvič, on je otrok zame, ne? Ko se je on rodil, sem je že punce pregajno. Ni res, hecam se, 5 let sva sem razlike. No, vidiš, to sem hotel reči. Veš, z Oliverjem je ena posebna zgodba. Ali pa ne da ukraden, recimo, ker tudi pri svojih 70, ne vem, recimo. Ne, nimaš 70, kje pa. Blisno. Ampak recimo, ne? Javno povem, meni ona ni všeč, ker ona iz Bosne, pa je pa popluvala Bosno svojo, pa se prodala drugem. Jaz poznam te zgodbe veliko bolj kot kdorkoli in mogoče javno ne smem to govoriti. Oliver Dragojevič je en genialc, ki je predvsem muskontar. Ko sem jaz njega prvič srečal leta 5-66, Dioklecianovi podrumi v Splitu dol, Batali so igrali to in Oliver je igral bobne, kitaro, vse kar češ in pel. In ko sem jaz njega slišal pet, sem rekel, Lado, kaj ti delaš tle? Čeprav me je občinstvo odlično sprejelo, vse je to fajn, vse je v redu in od takrat sva midva prijatelja. Dolgoletna in vedno se rada vidva in tako naprej. On ima eno prednost, ki jaz nimam. Jaz nisem imel na način možnosti, da bi se dobro naučil kakršenkoli inštrument, recimo klavir, ker ga nismo imeli in tako naprej. Biti glasbenik, da se sam lahko spremljaš, je velik. Biti glasbenik, ki sam lahko sebe pripraviš, ko repetiraš, je ogromno. On je pa res glasbenik od glave do pete. Meni je on osebno na tem našem področju najbolj všeč od vseh pevcev. Potem, nažalost, jaz tenorjev ne maram najbolj, ampak okej, to je moj okus. En Toše Porejevski, ki škoda, ki ga ni več. Pa še par pevcev je takih, ki jih... Dobro, ampak če se zdaj vrneva na to stanje v slovenski, zakaj misliš, da je temu tako, da je ta slovenska muzika nekako, ali pa kvalitetna slovenska muzika, ali kaj sem kakorkoli že, da je v zatonu, da slovenski izvajalci ne polnijo, govorimo o popevkah, o pop glasbi, Pop glasba pomeni popularna glasba. Popularna, ja. To se pravi, je lahko tudi šanson popularen ali karkoli. Tako da ta izraz pop glasba jaz sploh ne bi kaj preveč uporabljal, ne mi zameriti. To je moj pogled na vse to. Včasih so bili šansoni pop. Oprosti primer, recimo pri meni... Rečemo zabavna glasba, no? Kako bi temu... No, recimo zabavna glasba. Čeprav, veš, včasih je zabavna glasba veliko bolj resna, kot resna, prava resna glasba. In tako naprej, pustimo te besedne igre. Radijske postaje, recimo? Radijske postaje so zelo pomembna stvar. Poglej, pri nas še celo na nacionalki imaš ogromno programa, za katerega se vprašaš, pardon, slabo dikcijo izvajalcev, ogromno jih ne zastopiš, jaz to imenujem mariborska šola momljanja, ali pa tudi drugače. Zakaj celke pevk in pevcev ne razumem, kaj hočejo povedati? Pa ne pojejo la, ne pa inštrument igra. Jaz sem vedno na stališču, da če pevec poje, ga moram jaz razumeti besede.
To je osnova te glasbe. Drugače pa na instrument igra. Sket smo delali, Ela in tako naprej, pred 50 še več leti. Vse smo probali na koncu. In malo je izvajalcev, ki se na to ozirajo. Prvič so besedila čudna, jaz sem za, da je besedilo v slengu, ampak ne zato, da so 3 besede v slengu, ker ti je zmanjkalo not ali imaš pa preveč not, pa not butneš in tako naprej. Včasih je bila komisija na radiju, ker so je rekli za šund, ni bila za šund, to je bila komisija za kvaliteto. Če je bilo v besedilu kaj narobe, so rekli, daj tisle spremen poprav. Če je bilo kaj zelo fovš, so rekli, daj to raj ne. Tako naprej. To se pravi, je bila ena svetovalna komisija. Če je bila kakšna kletvica not? Ja, a je potrebno klet? Ne vem, to so danes hiti. Da, zato pravim, da je zmešano in občinstvo to kupuje. To je stvar, ki jo jaz. To je ravno tako, kot stand-up komedija, tam, če ni psovke, ni nič. Vsaka druga beseda je J, P in tako naprej. Zakaj? To je pornografija. Temu se ljudje smejejo, ne? Se smejimo temu. Kdo se smeje? Se ti smeješ temu? Ja, ne vem, jaz ne hodim na to, ampak to polni dvorane, ne? Ja, pardon, pomeni, da je nekaj narobe s tem narodom. Čeprav narod je težko zamenjati. Se strinjam. Lado, kaj pa predvajanje tuje glasbe na radijskih postajah? Recimo veliko tuje glasbe se predvaja. Ne veliko, naj bo informacija. Naj jo bo toliko, da vemo, kaj drugi delajo. Zakaj pa ne? Ampak, zakaj recimo imamo informacijo samo v angleščini, ne pa v italijanščini? Kdaj si kakšno francosko pesem slišal? Italijansko, bolj malo. Italijansko? Prosim. Ja, ni. Tudi Nemci imajo čas kakšno dobro. Tudi Avstrijci, Mađari, Rusi. A kdaj slišimo kaj takega? Pomeni, da verjetno iz kakšne ameriške ambasade pridejo vsakega prvega žaklon z dolarji pa dajo glasbenim urednikom v žep pod mizo. Ne vem, pazi, to je čisto normalno. Kaj pa iz nekdanjih naših južnih sosedov republik? Pa je tako. To so meni rekli, da ja. Ker drugače ne vem, kaj bi bil razlog, razen tistega, sem si rekel, da je pol prebivalcev Slovenije iz recimo južno-vzhodnih krajev. Jaz temu pravim jutrovo, ker se mi zdi fajn in jaz ta del bivše Jugoslavije ljubim in ga obiskujem in me poznajo in jaz njih poznam in mislim, da je v ogromno stvareh imajo več od življenja kot mi, bolj se družijo in tako naprej. Ampak to je zelo moje osebno mnenje. Lado, ne smeva preskočiti to, kar se bo zgodilo. 25. april je pred vrati, ne? In tvoj veliki koncert. Pred vrati je tudi občinstvo, jaz bi rad, da je za vrati, že noter v dvorani. Zato danes delam reklamo. Dobro blago se mora samo hvaliti. In jaz sem danes dobro blago. Skratka, 60 let tvojega delovanja, ne? Tako je. In veliki koncert v Galusovi dvorani v Cankarjevem domu 25. aprila. Veliko gostov je tukaj. So to naključno izbrani, so to tvoji prijatelji? To so moji prijatelji, dolgoletni. Recimo prva je napisana Vanessa Redgrave, ki je med drugim tudi moja poročna priča iz mojega drugega zakona, leta 67. Nuša je mlada, odlično poje, zato mi je všeč. Zani, ko sem pel v Piranu, ki je imela 8 let. Rade Šerbedža je moj dolgoletni prijatelj, ne vem koliko let. Bajaga, njegova izjava je fajn, ko sem ga vprašal, če pride na moj koncert, je rekel, pa kako da ne bi prišel, če je moja mama zaljubljena vate. Ibrica Jusić, moj dolgoletni prijatelj iz Dubrovnika, fenomenalni kitarist in tako naprej. Magnifico, fenomen. Magnifico je eden redkih Slovencev, ki mu je uspelo na zahodu. Ker mi ne moramo se prebiti nikamer. Jaz sem probal v Nemčiji, me ne par plošč posnel, ne gre. To so čist drugi zakoni za vse to. Magnifico je ratal, sej bolj mal, ampak drugače pa Magnifico genialc. V Sloveniji sploh ne vemo, kaj on dela v Srbiji, Bosni in tako naprej. On je naredil glasbo za film Montevideo, Bog te video in tam glavni hit je Pukni Zoro. To je postala v letu pa pol narodna pesem. Fenomenalne stvari, sploh ne vemo o njem pri nas. Jan Plestenjak, genialc, eden Slovencev z največjim razvojem v glasbi, jaz se njega spomnim, ki je začenjal in tako naprej, in on je mogoče ena redkih pravih zvezd v Sloveniji, ker v Sloveniji biti zvezda je težko.
Adi Smolar, genialc, moj prijatelj, sploh nimam besed. Sam je Lukas eden od mladih, ki mi je iskreno všeč in hodim na njegove koncerte. Sanja Ilić, komponist, ki bo svojo pesem sam spremljal. Drugače pa Sanja Ilić, njegova babica je iz Celovca in v Beogradu sva se družila, genialc, fenomenalen aranžer, ima svojo grupo Balkanika, izredno zanimiv. Boris Kavaca, moj kolega iz pomorske šole, Sašo Hribar, ki sploh ni treba govoriti, Janez Hočevar Rifle, ki bo pa vodil ta program. Pa sem rekel, kako Janez Hočevar, pa sem rekel, da bo vsaj en starejši na odru od mene. No, skratka, ker se nam je čas iztekel, Lado, 25. aprila vstopnice, Kjer hočete na pumpah posod, pridite, ne bo vam žal, čudoviti gosti, če že mene ne marate, pridite vsaj zaradi gostov. Hvala. Tebi hvala. Ker si prišel na kavo in dober koncert. To je šele začetek razgovora. Dober koncert in obljubim, da bom nekje v dvorani. Hvala lepa. Srečno.